Zdi se nam normalno, če za nami na stranišču ostane neprijeten vonj. Pa ni, pravi dr. Iztok Kostan, saj to lahko napoveduje resne zdravstvene težave. O tem, kako se jim izogniti, smo ga povprašali med obiskom na njegovi čičariji. Vzhodnjaška modrost nas uči, da bolezen in smrt nastajata v črevesju. Toda kako spoznamo, da je naša črevesna biota neuravnotežena, še pred nastanjo težave, kot so zaprtje, driske, napihnjenost in še hujše težave? Preprosto je. Če gremo v klet in nam nekaj zasmrdi, vemo, da je nekaj narobe. Če odpremo hladilnik in zasmrdi, vemo, da ga je treba očistiti. Če pa gremo na WC, smo navajeni in tam smrdi za nami, smo navajeni, da je to čisto normalno. Ni normalno. Kadarkoli neka organska snov smrdi, pomeni, da je gnitje, in to gnitje ni samo takrat, ko gremo na WC. 24 ur na dan v nas gnije, iz tedna v teden, iz leta v leto se seveda mora priti bolezen iz tega. Vendar to lahko obrnemo. No, moje izkušnje so prve iz tega področja, so bile iz leta 2003, ko mi je nek znanec prinesel liter probiotika iz Danske in v 3 dneh mi je kljub mešani prehrani, ki bolj smrdi kot vegetarijanska, blato nehalo smrdeti. To je bilo zame neverjetno odkritje, da je možno taka situacija. No, kasneje sem sam preizkušal še druge probiotike in videl, da je potrebno in da je možno z njimi narediti, da blato ne smrdi. Tega ne dosežemo z običajnimi jogurti ali kislim mlekom, to je prešibko, treba je bolj koncentrirane. No, kako pa izberemo tistega, ki nam ustreza? Ja, moje načelo je, da v 2-3 dneh mora biti v ustreznih dozah blato brez neprijetnega vonja in potem se pač nekako odločimo tudi glede na ceno ali koliko je za tak učinek treba denarja dati. Z leti sem se odločil za probiotik tipa M, to je tistega prvega, ki sem ga iz leta 2003 preizkušal. Zakaj? To je biološko pridelan probiotik, vsebuje 19 vrst izvlečke 19 vrst zdravilnih rastlin in vsebuje 8 vrst raznih sevov. To je živilo, ni prehranski dodatek. In tu je zdaj pomembno, da mi vsak dan pravzaprav našo bioto okrepimo in s takim živilom, ki ga lahko vsak dan jemljemo, to tudi dosežemo. Ko mi dosežemo z enim ali z drugim probiotikom stanje, da blato ne smrdi, lahko pričakujemo neverjetne učinke. Že od leta 2003 spremljam učinke od tega probiotika M, bioprobiotika M, in so zbrane na spletni strani istokostan.com, kjer jih je že več kot 300. Naj omenim nekatere. Več kot 100 primerov ljudi, ki jim je pomagalo pri zaprtju. Ogromno jih je takih, ki pri napihnjenosti, alergijah, driskah, da ne govorim tudi o težkih boleznih, kot so Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis. Še vprašanje, zakaj je potrebno vsak dan, zakaj nam blato smrdi? Naša naravna hrana za črevesno bioto so vlaknine, surove vlaknine, ker že kuhana zelenjava gnije na kompostu, kjer so podobne bakterije kot pri nas. In mi ne moremo od surove zelenjave, to imam samo osebne izkušnje, živeti dolgo od tega, je prešibka hrana. Zato je treba nekaj kuhanega pojesti, ampak to pomeni, da pa vsak dan pravzaprav nekaj dobre biote v črevesju uničimo in je treba vsak dan doseljevati dobre bakterije. To naj bo potem naše načelo za zdravo življenje. Ko gremo na WC, za nami ne sme biti neprijetnega vonja in v taki situaciji lahko pričakujemo res blagor iz črevesja, kot je naslov brošure, ki sem jo napisal v zvezi s črevesjem.